podjetnikih, na katere tako radi prisegamo, da bodo tudi pomagali potegniti voz iz blata, bomo govorili. Vse bolj so obupani zaradi zakonov, ki jih pišejo politiki, izvajajo pa ozkogledi uradniki. Namesto, da bi svojo energijo usmerili v pomoč podjetnikom, da bi čim lažje poslovali, jih ovirajo, pravijo. Podjetnikom seveda ne preostane drugega, kot da ubogajo. Predpisane kazni za povsem banalne kršitve pa so visoke in lahko malo podjetje pahnejo tudi v stečaj. Slovenija se že 7. leto utaplja v gospodarski krizi in že 3. vlada zapored sprejema bolj ali manj neuspešne ukrepe za izhod iz nje. Politika, kot kaže, še vedno ne razume, da nas iz krize ne bodo izvlekli višji davki, temveč večji promet. Lep primer je turizem, kjer država, namesto da bi spodbujala male podjetnike, s svojimi ukrepi in dajatvami duši njegov najbolj vitalen del. En majhen sobodajalec, to se pravi, v svoji hiši nekdo oddaja sobe oziroma apartma, se takoj sreča s fiksnimi stroški okoli 500 evrov letno. Potem plača dodatno, seveda svoje dajatve državi, kar država pobira, in tukaj so pa še administrativne dolžnosti. Če želi vse narediti tako, kot je treba, je dobro, če ima še računovodski servis. V Avstriji je do 15 postelj vse neobdavčeno. Pri nas pa za 15 postelj plačujemo 120 evrov letno za zdravstveno zavarovanje, 160 evrov letno za pokojninsko zavarovanje. Potem pa seveda imamo normirane stroške, za te normirane stroške pa dobimo obrazac na 10 straneh, da se človek res težko znajde, sploh pa še starejši ljudje. Bistveno je bilo, da so se pogoji za oddajanje majhnih sob tako komplicirali, da so se ljudje rajš odločali za oddajanje istemu gostu po stanovanjskem zakonu, ker so predpisi veliko lažji. Predvsem pa oddajanje sob, stanovanj in vikendov po stanovanjskem zakonu precej olajša oddajanje na črno. Kdor ima prijavljeno dejavnost, je možen v vsakem trenutku vstop davčnega inšpektorja, policije, treba je prijavljati goste in tako naprej. Ko pa nekdo nima prijavljeno in sprejema goste na prenočevanje, na počitnice, pa vstopa ne inšpekcija, ne policija nima. To se pravi, čisto varno vrši črno dejavnost. Na črno je siguren 70%. Skoraj se upam trditi. Zaradi tega, ker veste, v stanovanje inšpekcija ne sme. In je jasno, da bo potem tisti, ki ima eno sobo ali pa en stanovanje, rekel, ja, zakaj se bom pa šel jaz podjetništvo, pa plačeval davke, pa iskal zvezdice, pa prijavljal gosta in tako naprej. Zakaj? Se ne splača. Bolj obdavčujemo, bolj se odpira črni trg. In ne glede, koga sprejemamo, ljudje bojo pač oddajali tako, kot jim bolj paše. Mogoče bi morali tudi mi ta drug, ki imamo dejavnost, razmišljati, da jo zapremo, pa oddajamo na črno. Bo mogoče bolj. Pri tem pa država ne izgublja samo davke, temveč ubija tudi voljo podjetnih ljudi, ki bi pomagali potegniti voz iz blata. Pri sobodajalstvu lahko mirno trdim, da bi mi imeli lahko bistveno več prihodka iz tega, da bi imeli lahko bistveno več gostov, to se pravi, kajti turizem je izvoz, ne? In to je najhitrejši izvoz. In če ti uradnik reče, da stvari ni naklonjen, njegov šef pa reče ja, šef pa ne okrene nič, da bi uradnik postal naklonjen, potem smo tle, ko smo. Poglejte, Avstrija kasira 27 milijardi evrov turizma. Tamo lahko delaš, samo delaj. Ne bo državu rešil davek. Promet, iz prometa DDV rešuje državu. Država, ko Avstrija ima 6 milijardi evra od samo turizma. Kako bi bio sređen da Slovenija ima 3 milijarde evra, 2 milijarde evra od turizma. Zato pa mi rabimo podršku cele države, vsih tih birokrata, da nam pomagaju, mi bomo delali. Če dobar gazda ne hrani konje, konji boju crkli. Pa ne gre zgolj za visoke davke.
V želji po ureditvi razmer je država za kršitve določila tudi visoke globe, ki pa jih birokratizirani uradniki izrekajo povsem brez zdrave pameti. Tako je lani hotelir iz Mojstrane moral plačati 4000 evrov kazni, ker je v prijavi gostov iz Hrvaške njihove priimke zapisal brez šumnikov. Podobno nesmiselna se zdi kazen, ki jo je moral plačati Momčilo Jorgačević, ko je s partnerjem odpiral nov lokal. Smo normalno najeli kuhara iz Leskovca. Uradno, vse uradno. Nova firma, novoosnovljena firma v Velenju s tim prijateljem ni mogla da uvaža kuhara. Zato smo uvažali kuhara na firmu Portal koja je imala krasnu bilancu, krasno poslovanje i hvala lepa, dobili smo hitar, lepo smo zriktali kuhara i smo ga pod pogodbu dali zaradi kvalitete da dela v Velenju. Potem pa je prišla inšpekcija za delo. Jedini razlog za kaznu da ja nisam registrirana firma za isposojanje delavcev. To je bilo. Verjamem da ni po zakonu, total po zakonu, a ni namerno. I nas je kaznila na osnovi tega 25 000 evra. Čeprav nista bila oškodovana ne država, ne delavec, pa razlage dolgoletnega gostinca ni želel poslušati nišče. Hotel sam da mi malo razložiju, da ja razložim da nisam ja lump, da se trudim, da pošteno delam. Hotel sam da me kdo primi, noben nima, ta birokracija, ni časa da mene primi. Normalno kad imaju skijen auto i moraju u Krajinsku goru, ja pa moram tam čakati. Zanimivo pa je, da je ta isti inšpektorat podjetju, ki je delavce posredovalo v tujino, njihov zaslužek pa obdržalo zase, za to zavrženo dejanje izreklo kazen v višini 4000 evrov. Taki so pa zakoni, pravijo tudi na mestnem inšpektoratu, ki je Momčila kaznoval zato, ker je samovoljno postavil prometne oznake, s katerimi je želel preprečiti vožnjo motoristov mimo svojega lokala. Na instrukciju policije smo šli na MOL da daju znake. 2008 smo uložili prošnju, ni bilo nič, nobenega odgovora ni bilo, 4 leta smo potem dali znak da je pločnik namenjen za pešce i da prosimo motoriste da se ne peljaju po pločniku. Za to sam dobo kaznu 8000 evra. Prav te dni je v javnosti odmeval tudi primer, ko je moral lastnik piščančje farme na zahtevo gradbenega inšpektorja objekt podreti, češ da je črna gradnja. Čeprav se je kasneje izkazalo, da je objekt zgrajen povsem legalno, se inšpektor ni niti opravičil, kaj šele, da bi bil za svoje delo tudi materialno odgovoren. Sama sem tudi delala v državni upravi in moram reči, da so izredno prizadevni, ampak imate vi uradnike, ki dejansko že po svoji usposobljenosti, po svojih prirojenih nagnjenjih niso za ta posel. Takšni ljudi trenutno pišu zakone. Predlagam da prvo 5 let delaju u jedni dobri gostilni, hotelu, potem pa da on piše zakone za ovu državu, kad mislim da nisu ljudi su malo gore u nebesa, ogromno dopusta imaju, ogromno dopusta, po petkah gledaju na more. Ja i moji kolege gostinci, ne vem, če dobimo 14 dni, ali ja 4 leta nisam bio na moru, kad imam 4 gostilne, sam sam kriv i počasi bom to ja zapravo vse. Ker se obrtniki in mali podjetniki že tako ali tako spopadajo z upadom prometa in je marsikateri na robu preživetja, se upravičeno sprašujejo, kaj bo od tega imela država. Še posebej, ker vemo, da je povsem odpovedala pri pregonu velikega gospodarskega kriminala in korupcije.